Pozdravljeni, govorim Andrej Hren, Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Čakamo še nekaj naših udeležencev. Za začetek bi mogoče začeli z kratko anketo, kjer gre za naše komunikacijske kanale, kako oziroma po kakšnih poteh dobivate informacije, kje ste izvedeli za to predavanje. Tako da, trenutek. Okay, to. Okay, se počujem. Dobro, smo pa le našli pravilno tipko. Skratka, prosim, nakliknite, kje ste izvedeli za to današnjo prireditev, da vemo, kateri naši kanali so najbolj učinkoviti. Okay. Dobro, imamo neke tehnične težave okoli ankete, se opravičujem. Pa nič, ni problem, nadaljujemo. A si dobila? Ok, se opravičujem, samo jaz ne vidim. Dobro, hvala lepa za vaše sodelovanje. Skratka o SGZ-ju, Slovenska gospodarska zveza, odlični rezultati, hvala lepa. Slovenska gospodarska zveza, kot veste, je slovenski poslovni klub v Avstriji, pokrivamo, vkolikor gre tudi celotni nemško govoreči prostor in Južno-Tirolsko. Avstrija, kot veste, nudi atraktiven gospodarski prostor za slovenska podjetja, če so pripravljena delati čezmejno in če se hkrati tudi ustrezno pripravijo na ta korak. Slovenija in Avstrija sta na prvi pogled zelo podobni državi, so pa merodajne razlike, za katerega je treba vedeti in ki jih je treba tudi upoštevati. V današnjem webinarju bo nagovoril poslovni in izvozni svetovalec Miran Breznik številne izzive in težave, s katerimi se slovenska podjetja pogosto srečavajo pri vstopu na avstrijski trg. Gospod Breznik je kot izvozni svetovalec v Celovcu samostojen od leta 1995 in je v tem času zaključil nad 200 projektov. Danes sodeluje tako s Slovensko gospodarsko zvezo, kot tudi z Austrian Business Agency, ki pomaga pri ustanavljanju podjetij po celi Avstriji. Gotovo se bodo tekom predavanja pojavila številna vprašanja. Prosim, da jih stavite pisno v chat ali pa v FAQ, obravnavali jih bomo na koncu predavanja. S tem se pa zahvalim gospodu Brezniku še za pripravljenost sodelovanja in predam besedo. Miran, prosim. Ja, dober dan. Najprej hvala, Andrej, za uvodne besede. Tudi hvala tebi in seveda tudi Slovenski gospodarski zvezi za
pravzaprav za organizacijo tega webinarja. Jaz zdaj ravno tukaj imam en majhen problem. Ne vem, kako me... zdaj bom to našel. Okay. So. Takole. Ja, najprej dober dan, spoštovane gledalke in gledalci tega webinarja z tematiko posebnosti avstrijskega trga, korak za korakom do uspeha na avstrijskem trgu. Veseli me, da ste se tako številčno tudi prijavili na ta webinar. To pomeni, da je Avstrija za marsikaterega od vas zanimiv trg, oziroma da bo postal zanimiv trg, in da tudi obstaja potreba po specifičnih informacijah o avstrijskem trgu. Upam, da bom lahko vaša pričakovanja tudi v tem sklopu tega webinarja tudi izpolnil in da boste na koncu tudi dobili določene tudi vsaj delno koristne informacije. Preden bom začel zdaj z prezentacijo, se bi rad sam na kratko predstavil, sicer je... Zdaj imam jaz en problem z mojim... zdaj gre. Pardon. To se pravi, Andrej je že en par besed povedal, sem izvozni svetovalec od leta 1995, sem certificiran pri Avstrijski gospodarski zbornici kot izvozni svetovalec. Delam pa tudi kot svetovalec ABA. ABA, to je Austrian Business Agency, to je uradna lokacijska agencija Republike Avstrije. 100% spada v sklop Avstrijskega ministrstva za gospodarstvo in ima pravzaprav cilj pomagati tujim investitorjem, ki želijo pravzaprav priti v Avstrijo, ustanoviti podjetja v Avstriji. Več in podrobnejše informacije tudi dobite na moji spletni strani, ki je tukaj navedena www.exportsupport.at. Zdaj sem to malo... Okay. Avstrija, kot vidite, je nekje locirana v sredini Evrope, je močno gospodarstvo in jaz bi to takoj rekel, pravzaprav to je majhen trg v evropskem pomenu, ampak mislim, da za marsikatero podjetje tudi zelo donosen trg. Če zdaj gledamo, če primerjamo Slovenijo z Avstrijo, lahko rečemo, kar se tiče površine in kar se tiče prebivalstva, pomnožimo vse z faktorjem 4. V detalju še, Avstrija ima 9 zveznih dežel, geografsko je malo komplicirana lega, to se pravi, če prideš iz Celovca in želiš priti v najbolj zahodno zvezno deželo, na Predealsko, moraš pravzaprav se peljati skozi Nemčijo in potrebuješ nekje 6-7 ur. To seveda geografsko zaradi gor je deloma logistično zahtevna zadeva. Vsakega gospodarstvenika, če analizira en nov ciljni trg, ga seveda zanima, kako je gospodarska situacija. In tukaj so prognoze, saj za to leto take, mislim jasno, pandemija je vsa evropske države zelo kruto zadela. Avstrijo posebno, tukaj smo pravzaprav tudi opazili pomembnost turizma. Turistični ponudniki, tako na Tirolskem, Salzburgu, Predalskem, ampak tudi recimo mesto Dunaj so imeli padec več kot 90%, in to se seveda zrcali tudi v celotni gospodarski situaciji. Lahko pa povemo, da je zasebno trošenje tudi pozitivno, to pravi, se prognosticira rast 3%. In kar je tudi zanimiv podatek, da je delež investicij relativno visok v evropskem primeru. Kupna moč je seveda tudi zelo važen podatek. Avstrija, kar se tiče bruto domačega produkta na prebivalca, je nekje na 5. mestu v Evropi. In tudi zadnji podatek, to je bilo ravno včeraj objavljeno,
Boston Consulting Group je tudi analizirala blagor držav v določenih držav po svetu in tukaj tudi Avstrija zaseda 5. mesto za Švico, Islandijo, Finsko in Norveško. Nekaj, kar bi pa tudi še omenil, kar je zelo pomembno, je ta delež investicij. Ne delež investicij, ampak deleža investicij, ki grejo v razvoj in v raziskovanje, je za 3,19%, na žalost imam sam podatek za leto 2019, je Avstrija na 2. mestu v Evropski uniji in to seveda pomeni, da tako država kot tudi podjetja vejo, da je zelo pomembno investirati v razvoj in raziskovanje, ker s tem seveda dosežeš višjo dodano vrednost in je za eno tako državo, kot je Avstrija, kar se tiče stroškov dela, seveda zelo pomembno, da dosežeš visoko dodano vrednost in to lahko samo z novimi ali izdelki, novimi storitvami, novimi procesi dosežeš. Meni tipka ne dela. Pomembno je visoka kupna moč v Avstriji in to se vidi na tem slajdu, to se pravi v primerjavi z Evropsko unijo, z povprečjem v Evropski uniji. Če je tam indeks 100, imamo 28% višjo kupno moč. Slovenija mislim, da v tem primeru 2020 imela nekje 88. Samo kot primerjavo. Kar je seveda tudi zelo važno in to je morda za marsikaterega novost, da je Avstrija tudi zelo močno industrializirana država. Industrija je leta 2020 imela delež bruto domačega produkta 21,1%. Če še gradbeništvo še štejemo zraven, smo nekje pri 27-28%. In seveda to, kar sem že prej omenil, turizem je važna panoga in mnogi obrtniki, veliko drugega gospodarstva je posredno tudi povezano seveda z turizmom. Zdaj, kakšni so pogoji? Če začneš razmišljati o tem, iti na eno novo tržišče, mislim, da je zelo potrebno in pametno, da najprej si ogledaš, bi rekel, en pogled znotraj, to se pravi en intern pogled, da si enkrat, mislim, to je po mojem zelo važno, da imaš eno zdravo osnovo na domačem trgu. To se pravi, podjetja, ki so uspešna že v Sloveniji, seveda lahko tudi razmišljajo o tem, iti na nove trge. To je enkrat eno, to je čisto nasplošno. In na drugi strani je seveda potem treba tudi pogledati, odvisno seveda od trga, na katerega želiš iti, imamo mi tiste potrebne vire, ki so potrebni za to, da lahko uspešno potem tudi plasiramo naše izdelke ali pa naše storitve na kakem novem trgu. In seveda je potrebno tudi, da smo sposobni, da to izvajamo. To se pravi, kompetence treba si ogledati. Tukaj mislim predvsem na eni strani finančni viri, ne pozabiti, za vsak tak projekt rabiš mnogo časa in seveda tudi adekvatno, bi rekel, tudi ustrezni kader, ki je sposoben tudi izvajati take posle, ki so izven Slovenije. Potem seveda, če si to naredil in ugotoviš, da je zadeva recimo interesantna oziroma da imaš te pogoje, je čisto vseeno, na kateri trg pravzaprav greste, je zelo pomembno, da se informiraš o tem trgu. To se pravi, treba je narediti ali domačo nalogo v smislu analizirati trg, v tem primeru seveda avstrijski trg, pogledati, ali je vaš izdelek ali pa vaša storitev sploh atraktivna. In če kaže ta slika, oziroma če so te informacije in podatki, ki ste jih obdelali, pozitivni, potem seveda je treba razviti strategijo, na kakšen način potem vstopiti na ta avstrijski trg. In tukaj seveda to narediti strukturirano, sistematično, z planom. To se pravi, korak za korakom do uspeha,
prvo, na katero treba razmisliti je, oziroma pomisliti je, s katerim izdelkom oziroma s katero storitvijo boste šli sploh na ta trg. In to je prva odločitev, ki jo je treba pravzaprav definirati, je, kateri moj izdelek je pravzaprav primeren za, recimo, za Avstrijo. To je morda malo provokativno vprašanje, ampak je tudi važno vedeti, na kateri trg gremo z našim izdelkom oziroma na katero regijo. Se pravi, to je drugo vprašanje iz strateškega vidika, kateri trg bi bil pa pravzaprav za nas najbolj atraktiven. In če je to v tem primeru Avstrija, potem je seveda treba potem razmisliti o tem, na kakšen način vstopiti na ta trg. In tukaj treba seveda spet upoštevati to, kar sem prej povedal, se pravi, imate tiste vire, ki so potrebni, imate dovolj teh virov in to se pravi, in tudi obstajajo tudi določene kompetence za vstop na ta trg. To se pravi, to je potem tretji korak, razmisliti o strategiji, kako vstopiti na ta trg. Ja, in potem seveda konkretno se vstopi na trg in seveda na koncu treba obdelati ta trg, ne. In tukaj že gremo v smer marketinška obdelava avstrijskega trga. Da se vrnem spet na prvo točko, kateri izdelki so primerni. Tukaj smo že na začetku sem omenil, da je dobro, mislim, da imate eno dobro, zdravo osnovo na domačem trgu. To je eno in iz tega seveda potem sledijo določeni faktorji, ki pomagajo pri prodoru na nov trg. To, kar pa stoji nasproti, so pa tveganja, ki so seveda povezane z tem vstopom na avstrijski trg. Jasno je, da so tveganja v Sloveniji manjša, kot če greste na nov trg. In to je treba seveda potem to primerjati. Se pravi, kakšni faktorji so pomembni in pomagajo. Eno je, da imate pozitivne rezultate doma, da je ta produkt, ki ga ponudite že v Sloveniji, dobičkonosen, da seveda s tem, da več izdelkov plasirate oziroma proizvajate, se seveda tudi stroški na komad zmanjšajo. Treba pogledati, a je to zares nekaj posebnega, kar proizvajate oziroma ponudite na trgu, imate kako tehnološko prednost. To so vsi pozitivni faktorji, ki vplivajo na internacionalizacijo. To, kar je treba temu seveda potem protistaviti in primerjati, so tveganja, ne. Če recimo avstrijski trg zahteva, da morate spremeniti recepturo vašega produkta ali pa dizajn vašega produkta, to pomeni seveda višji stroški, in potem je vprašanje, če ta konkurenčna prednost, ki jo imate v Sloveniji, potem še velja za avstrijski trg. Ali pa če morate še nekaj dodatnega razviti, ali pa da imate en izdelek oziroma eno storitev, ravno pri storitvah je to še bolj kompleksno, ko moraš mnogo razložiti, da prepričaš tvojo stranko oziroma potencialnega partnerja, to seveda otežkoči izvozno aktivnost. Pravzaprav gre za to, ste v stanju to konkurenčno prednost, ki jo imate recimo na slovenskem trgu, tudi prenesti na avstrijski trg. To je pravzaprav tisto ključno vprašanje, na katerega je potrebno najti odgovor. Sposobnost vaše ponudbe. To je treba vedeti, ali imate kako dodano vrednost, imate kako dodano korist, nekaj, kar ponudite več ali boljše, imate kako posebno storitev, kako poseben recimo lastnost vašega izdelka v primerjavi z recimo konkurenčnimi podjetji, ki že delujejo na avstrijskem trgu, ne. In to je treba vedeti, je treba spoznati lastno dodano vrednost v primerjavi z konkurenco. Tudi na to vprašanje treba potem tudi najti odgovor, to se pravi, katera strategija mislite je optimalna za avstrijsko tržišče v vašem primeru. Je to višja kakovost, je to inovativnost vaše ponudbe, je to morda boljši servis, drugačen nastop ali pa nižja cena, ne. Vse to je treba, na to je treba dati odgovore oziroma izdelati strategijo. In ja, lahko vi ste v stanju presenetiti stranko v Avstriji, potencialno stranko v Avstriji ali kakega potencialnega prodajnega partnerja.
To sem že omenil, to je zelo važno, prosim. Mnoga podjetja ne razmisle na začetku, preden grejo v en taki izvozni, recimo, v en tak izvozni projekt, kaj vse je potrebno. Odvisno od kakšno metodo oziroma kakšno pot boste izbrali, je treba vedno razmisliti, koliko denarja, koliko budžeta imamo mi za to financiranje potrebnih investicij na razpolago. Oziroma imamo dovolj tega na razpolago, imamo proizvodne zmogljivosti, ko lahko potem zadovoljimo tudi povpraševanje. In prosim tudi to, poznam recimo kot primer slovensko družinsko podjetje, ko sem začel z mojim svetovalno aktivnostjo, je ta lastnik ob 5 uri zjutraj vstal, se peljal na Koroško, miru, prodajal in nekje ob 12 uri zvečer prišel domov in to mora delati 3-krat, 4-krat na teden, včasih celo v soboto. In to sigurno 1-2 leti, dokler si ni potem tudi izobraževal lasten kader oziroma imel tudi že prodajalca v Avstriji. Ampak to se pravi, imate dovolj časa in ta čas je zelo pomemben, to rabite, da se potem lahko tudi 100%, prosim 100%, ne 50%, ampak 100% posvetite tega trga, ampak seveda samo v primerjavi, da je ta trg za vas atraktiven in strateško pomemben. To je tudi zelo važno, imajo vaši sodelavci oziroma vi sami strokovne kvalifikacije, medkulturne sposobnosti, kar ni zanemariti. In to tako in tako imate dovolj relevantnih informacij o avstrijskem trgu in pa, kar je zelo, zelo pomembno za Avstrijo, pa sploh za nemško govoriše trge ali pa sploh na splošno za tuje trge, je jezikovno znanje. Vi vidite, jaz vedno ponavljam zadevo korak za korakom do uspeha, ker je zares treba iti, to se pravi step by step. To je malo, bi rekel, provokativno vprašanje, ampak prosim se tudi, vi ste se vsi zdaj prijavili za Avstrijo, predpostavljam, da veste, zakaj ste ravno izbrali ta trg oziroma zakaj se želite informirati o tem trgu. Ampak je treba zares premisliti, a je Avstrija zares za vas pravilni ciljni trg. Ja, to je treba zares pogruntati. Tukaj imamo tudi eno tako skico, ker včasih imaš idejo, da rečeš, ja, bi lahko bila Hrvaška, bi lahko bila Bosna, bi lahko bila Madžarska, bi lahko bila Bavarska, morda celo severna Italija, in je treba zares tudi primerjati te trge. To zdaj ne pomeni, da iti v analizo vsakega trga zelo podrobno, ampak si ogledati določene kriterije, kaj mora ta trg imeti oziroma kakšne pogoje naj bi imel, da je za nas atraktiven, in seveda tudi ogledati tako zvane KO kriterije, katere kriterije ne sme imeti ta trg. In to je zelo važno si ogledati. Zakaj se naredijo take ciljne oziroma tržne analize? Gre za to, da se ugotovijo priložnosti na tem trgu, na drugi strani pa tudi riziki, ki so seveda prisotni. In na osnovi analize tudi ugotoviš, kaj znaš boljše kot sotekmec na avstrijskem trgu. In prosim, pri sotekmecih na avstrijskem trgu ne pozabiti, niso to samo avstrijska podjetja, ampak to so seveda tudi podjetja iz drugih držav. In seveda tudi lastne prednosti, v primerjavi z obstoječimi produkti, ki se plasirajo na avstrijskem trgu. Se pravi, ugotoviti, imate zares eno signifikantno konkurenčno prednost ali pa ne, kaj znate boljše od drugih, kaj znate slabše in ali sploh obstaja povpraševanje po mojem izdelku ali pa po moji storitvi. Na to je treba najti odgovore. Ko boste si tudi zbrali informacije o avstrijskem trgu, prosim, iti zares se fokusirati na to, kar je za vas važno, relevantno. To se pravi, reducirati vprašanja, ampak postaviti ta pravilna vprašanja. Če boste postavili pravilna vprašanja, boste tudi ponavadi dobili pravilne odgovore oziroma tiste odgovore, ki so za vas važne, da lahko ocenite, ali je smiselno iti v Avstrijo ali ne. To se pravi, ne zbirati nepotrebnega materiala v velikem obsegu, ampak se zares fokusirati na en par važnih vprašanj. In
ta deloma tudi informacije, ki jih dobite, vam že lahko koristijo za najdenje recimo tudi prodajnih partnerjev. Se pravi, važno je si ustvariti pregled o trgu, to se pravi trg, kaj to pomeni, to so vaše stranke in tukaj treba pogledati najprej, kaj se dogaja danes oziroma kaj se je dogajalo včeraj in tržni potencial, to pomeni, kaj se bo dogajalo jutri. Se pravi, pogledati tudi, kakšen je trend pravzaprav trga, kako se bo razvijal. Tržne strukture, kaj je to? To so pravzaprav prodajne strukture, ki so lahko kompletno drugačne od struktur, ki ste jih navajeni v Sloveniji. Vsak trg je poseben in ima morda drugačne poti, tudi bi rekel, sistem je lahko drugačen in to se je treba ogledati, da ugotoviš, kje potem tudi plasirati, preko katerega sistema. Ljudje so različni, to se pravi, tudi nakupne navade v Avstriji so lahko zelo različne od slovenskih. Jaz bi tako rekel, da je trg zelo zahteven, da so tudi potrošniki zelo dobro informirani. Ponudbe je ogromno. Vsa ta podjetja se stalno razvijajo, nič ne ostane, vse je bi rekel, v razvoju. Treba je seveda ugotoviti nabavne motive, zakaj nekdo kaj kupi, da lahko potem tudi ta motiv, da se lahko potem tudi pri argumentih pravilno postaviš in pozicioniraš. Konkurenca je ogromna, čisto vseeno, v kateri panogi ste, to se pravi, avstrijski trg je zelo razvit trg. Tukaj se je zdaj treba pogledati predvsem, kdo so tisti pomembni tekmeci v Avstriji in potem primerjati vašo ponudbo z njih, to se pravi, tisto ponudbo teh konkurence, ugotoviti, v čem ste boljši, v čem ste slabši. In mora tudi ugotoviti, kakšno strategijo zastopajo ti konkurenti. Potencial partnerjev, to so pravzaprav lahko vaši bodoči distributerji, to se pravi si ogledati vrste, to se pravi ciljne skupine teh partnerjev, števila, so različni sistemi, veletrgovina, trgovina na drobno ali pa posredniki. In tudi potem ugotoviti, kaj morajo zahteve, kaj morajo ti imeti, kateri bi bili za vas, oziroma kakšne kriterije morajo one potem izpolniti, da lahko postanejo pravilni partnerji. Tudi to je zelo važno, tudi to nalogo je treba narediti. Analiza okolja tukaj mislim bolj na recimo ovire, ki so lahko postavljeni, ali pa tudi pospeševanja, ki obstajajo v Avstriji. Spet korak za korakom do uspeha, se pravi, izbira strategija vstopa na ta trg, se pravi, katera strategija je ta pravilna, kot rečeno, je to zelo odvisno od vaših finančne sposobnosti, ampak seveda tudi od zahtev na trgu. To je zdaj en pregled, mislim, jasno je, večina teh projektov oziroma podjetij, ki sem jim svetoval, so pravzaprav proizvali doma v Sloveniji. So bili slovenski proizvajalci, obrtniki, družinska podjetja, večja podjetja. In imam pa recimo en primer, ko se potem slovensko podjetje potem odločilo tudi proizvajati v Avstriji. In razlog je bil ta, da so s tem pridobili pač ta, bi rekel, naslov Made in Austria in tega so želeli imeti, ker so s tem potem lahko bolj, po njihovem mnenju, boljše lahko nastopali na drugih trgih Evrope in seveda tudi imeli lažji dostop do javnih naročil. Drug primer so določena podjetja, bolj panoga farmacevtska industrija, ko potem je, bi rekel, cilj ta,
da dobijo oziroma da certificirajo produkte v Avstriji pri Ministrstvu za zdravje, ne, in s tem, ker je pač to potem certificirano od avstrijskega Ministrstva za zdravje, imajo po njihovem mnenju boljši imidž za prodor recimo na severne trge Evrope. Se pravi, proizvodnja doma v Sloveniji, eno je posredni izvoz, to je, imamo primere, ko podjetje Slovenije proda pravzaprav izdelek enemu drugemu slovenskemu podjetju, ja, se pravi, to je pravzaprav nacionalni posel in to drugo, to se pravi, stranka njihova potem šele gre v izvoz. Neposredni izvoz, to je pravzaprav najbolj, bi rekel, običajen, to pomeni slovensko podjetje, ki je proizvajalec, ima ali direktno stranko v Avstriji ali pa kakega prodajnega partnerja. To se zdaj pokaže brez neposredne naložbe ali pa neposredna naložba, to bi bilo slovensko podjetje proizvajalec v Sloveniji. Torej, slovensko podjetje je proizvajalec v Sloveniji in ustanovi potem recimo eno prodajno organizacijo v Avstriji. Ja. Izvozna kooperacija iz Slovenije še nisem imel nobenega projekta. Moram pa reči, da avstrijska podjetja so tukaj bolj, bi rekel, oziroma spoznajo tudi prednosti, ja, kar je ni enostavno. To so recimo 3 avstrijski podjetniki, ki naredijo eno izvozno kooperacijo, ki se ne konkurirajo med seboj in potem skupno nastopajo z enim prodajalcem ali pa s kako prodajno organizacijo v tujini. Ja. Proizvodnja v Avstriji, to bi bilo recimo brez neposredne naložbe, licenca ali po naročilu ali franšiza. Še nisem imel mnogo takih primerov, pravzaprav nobenega še. To pa ja, ne, to se pravi neposredna naložba, ampak to so izjemne, bi rekel, izjemni primeri. To se pravi to, kar se najbolj pogosto zgodi, proizvodnja doma v Sloveniji, neposredni izvoz, direktno najdeš stranko ali potencialnega prodajnega partnerja, ki potem plasira produkte v Avstriji, ali pa neposredni izvoz s tem, da se potem ustanovi v Avstriji hčerinska družba in potem se trži produkt iz Slovenije na avstrijskem trgu preko avstrijske družbe. Neposredna naložba, to sem še pozabil povedati, joint venture. Sem imel 2 primera, ne, pravzaprav še nobenega. Ja. Da bi potem avstrijsko podjetje z slovenskim ustanovili podjetje za produkcijo v Avstriji. Ampak to pa ja, hčerinska družba za produkcijo v Avstriji. Tukaj je sam en taki diagram, finančne viri tveganje. Mislim, tukaj je jasno, posredni izvoz ima najmanj rizika tukaj in tudi kapitalski vložek je zelo skromen. Neposredni izvoz je seveda že bolj, to se pravi, gre že moraš iti v tveganje, zakaj, ker delaš že z enim avstrijskim podjetnikom, s tem ima že določene rizike, kar se tiče bonitete, kar se tiče transporta, zavarovanja itd. In seveda kapitalski vložek, deliš maržo ali moraš tudi prilagoditi izdelek, moraš narediti eno informacijsko gradivo. To je seveda najbolj, bi rekel, najbolj tvegan primer. Neposredna naložba pomeni, investicija je velika, denar moraš investirati, ker je to ponavadi tisti, ki to naredijo, gledajo dolgoročno in rečejo, ok, to je za nas zdaj ne strošek, ampak investicija v nov trg. Seveda tveganje je tudi višje, ker potem so na enem čistem novem ozemlju in okolju. Kaj so vprašanja, oziroma katera vprašanja naj bi si stavili, če izberete, oziroma če izberete določene strategije? Ja, prvo, kar je, koliko virov imate na razpolago za vstop v Avstrijo? To je zelo važno. Ugotoviti, kako visoka so ta tveganja, če poslujete z ali avstrijskim potencialnim prodajnim partnerjem ali pa če ustanovite podjetje v Avstriji.
kakšen je dobičkonosni potencial posameznih strategij, ta je seveda različen. A želite popoln nadzor nad poslovanjem v Avstriji, je to za vas pomemben ali pa ne? Pričakuje trg kot taki, da ste z lastno poslovno enoto v Avstriji tudi prisotni. Kot primer, slovensko podjetje, ki je bilo na določenih sejmih dvakrat, trikrat, mnogo zanimanja na začetku, ampak pravzaprav skoraj nobenih naročil ni bilo, ne. Sicer je to tudi že več kot 20 let od tega, ampak čudili so se, ne, in potem sem jaz rekel, no ja, ne smete pozabiti, vaša ciljna skupina so privatni komitenti, to se pravi fizične osebe, to so potrošniki. Če on zdaj kupi izdelek iz Slovenije, potem seveda velja slovenski pravni sistem, kje je zakon o varstvu potrošnika, ne, je to avstrijski, je slovenski, seveda slovenski, on mora prej nakazati denar v slovensko banko, tedaj so bili še stroški relativno visoki, telefonski stroški, kličeš v Slovenijo, nekdo ti odgovori v slovenščini nazaj, to se pravi, so takoj ugotovili in so rekli, ok, poskusimo enkrat z eno lastno organizacijo na avstrijskem trgu, ki odgovori v nemščini, je avstrijski pravni sistem, avstrijski potrošniški zakon, avstrijska banka, avstrijski telefon in vse to je seveda potem dovedlo do tega, da so ustanovili podjetje v Avstriji, to že leta 1995. Nekatera podjetja tudi mislijo, da s tem, ko ustanovijo podjetje v Avstriji, ne, in če je to za njih relevantno, ne, seveda pridobijo na imidžu, to se pravi, tukaj sem sam dal ta logotip, ki prüfte kvalitet, tukaj imamo različne logotipe, tudi odvisno od produktov, ki jih proizvajajo potem v Avstriji, quality made in Austria, ampak to pomeni, da moraš potem, dodana vrednost mora biti večinoma realizirana na avstrijskem ozemlju, ne. In potem seveda, če se investira v Avstrijo, treba pogledati potem tudi, kakšne so spodbude. Tukaj imamo 9 zveznih dežel, s tem so tudi malo različni kriteriji in seveda tudi ogledati si davčne ugodnosti. Jaz bom zdaj bolj na hitro šel skozi te pravne oblike podjetij. Kot informacijo še, jaz nisem ne pravnik, ne, in tudi nisem davčni svetovalec, ampak ker pač že delam več kot 25 let, tudi nekako vem, kaj so pravzaprav ta najbolj važna vprašanja, ki jih je treba, bi rekel, najti odgovore in jih definirati. Ja, prva odločitev je, ali hočem sam eno podjetje narediti sam ali pa skupaj z nekom drugim. Potem seveda vprašanje, prevzamem odgovornost za moje delo 100%. To je seveda tudi odvisno od tega, kaj ponudim na trgu. Če so tveganja moje dejavnosti visoka, kot recimo gradbinstvo, elektrotehnika, plin itd., ali pa visoki zneski, ne, ali rizične skupine, potem je treba najti potem ustrezno obliko, ki me ščiti. Zelo važno, prosim, v Avstriji je čisto vseeno, ali izvajate zdaj vaše posle kot slovensko podjetje na avstrijskem ozemlju, to se pravi čezmejno, ali pa če ustanovite podjetje v Avstriji, obrtno pravo ima, bi lahko rekel, to je skoraj že 170 let eksistentno, to se pravi, imamo enih 120 reguliranih obrti v Avstriji, to pomeni, ti ne moreš kar v Avstriji postati pek, če znaš dober kruh speči, ampak moraš biti vajen 3 leta, moraš narediti izpite, moraš narediti mojstrski izpit in šele, ko si vse to, in to traja približno 5-6 let, šele, ko si to vse opravil, si lahko pek in lahko kot pek prodajaš pecivo, ja. In to je treba zelo dobro preveriti, ali, ker je to pravzaprav, bi rekel, ja, conditio sine qua non, brez tega, če nimaš teh sposobnosti in nimaš vseh dokumentacija, ki je enaka kot v Avstriji, ne moreš izvajati določene obrti. Seveda davki, to samo v primeru, če ustanoviš podjetje v Avstriji, deloma seveda določeni morajo tudi vedeti o davkih, če posluje Slovenije, recimo fizičnim osebam. Če ustanoviš podjetje v Avstriji, seveda si obvezno zavarovan, če pa že v Sloveniji si zavarovan, odpade, ne rabiš dvakrat plačati, ja. Ampak to so te glavne tematike, katere je treba obdelati. Jaz vam tukaj še pokažem en slajd, tako je situacija v Avstriji, in sicer podatki so od Gospodarske zbornice avstrijske.
Članstvo je obligatorično, to se pravi, si ne moreš zmigniti. Vsak, ki izvaja eno obrt v Avstriji, je avtomatično postane član Avstrijske gospodarske zbornice. Tukaj imamo skupaj okoli 550 tisoč podjetij, prosim, to so aktivna podjetja. So pa še 100 tisoč drugih podjetij, ki mirujejo. Ja? In tukaj vidite, in to je zelo interesantno, da imamo v Avstriji skoraj 75% vseh podjetij, ki so v Avstriji, so samostojni podjetniki. Zdaj, oni jamčijo za vsem, za celotnim njihovim privatnim premoženjem. Nekateri so vpisani v register, ampak to je zelo skromen delež, večina ni vpisana. Prosim, ni vpisana pomeni, jaz recimo sem tudi SP, nisem vpisan v sodni register in moje podjetje se imenuje Miran Breznik. Ime in priimek, to je to. Ja? Druga skupina, to je nekih 20%, so družbe z omejeno odgovornostjo, torej oni limitirajo odgovornost, potem imamo komanditne družbe in pa DNO, pa še druge zadeve, da so taki, ne vem, združenja. Ampak na vsak način 548 tisoč podjetij, nekateri so pa tudi duplicirani ali pa triplicirani, ker recimo, če ima podjetje v 9 zveznih dežel filialo, potem se seveda šteje, kot da bi bili 9 članov tukaj. Ja? Ok, to je enkrat to. V Sloveniji sem slišal, da je tukaj vse obrnjeno, ne, da je najbolj priljubljena, bi rekel, ja, oblika družba z omejeno odgovornostjo. Čisto na kratko, vkolikor si bi želeli, mislim, da sem sam primer DO, če želite ustanoviti eno DO v Avstriji, potem je minimum kapital 35 tisoč evrov. So pa, mislim, že skoraj 10 let ponuja ta GmbH Light, to je ena taka privilegirana oblika, ker so rekli, da vsi ti start-upi, predvsem softveraši, niso bili v stanju pridobiti take zneske, ne, in so rekli, ok, naredimo eno GmbH Light za 10 tisoč evri minimum kapitala, to pomeni polovico moraš plačati, za 5 tisoč evri si zraven v prvih 10 letih, to pravi, imaš 10 let časa, da dokapitaliziraš na 35 tisoč evrov. Rabiš notarja se za določene podpise, to traja odvisno od sodišča, približno 2 tedna, prosim, julija, avgust je situacija malo drugačna in stroški za ustanovitev so nekje tam med 1900–1500 evrov. Obdavčenje ene GmbH, vkolikor pustite denar v DO, da jo ne transferiraš ven, je 25%. Tukaj je ena Tonec stolica in obrtni zakon, prosim, imamo o prosti obrti v Avstriji, to je recimo trgovina, in pa imamo to, kar sem že prej povedal, regulirano dejavnosti, kot recimo gostilna, gradbeništvo, tudi krojač. In tukaj treba imeti eno osebo, ki je sposobna, ki ima obrtno kvalifikacijo, da pravzaprav je odgovorna za to, da se storitev ali izdelek kakovostno izdela ali ponuja. Če tega nimate, imate še vedno možnost, da enega takega mojstra ali mojstrico potem tudi zaposlite za najmanj 20 ur na teden. Ja? To je možno. Torej, jaz bi lahko imel frizerski salon ali več frizerskih salonov, čeprav nimam kvalifikacije, bi pač mogel zaposliti nekoga, žensko ali moškega, ki ima to kvalifikacijo. Splošni pogoj, 18 let, avstrijski državljan ali državljan kakšne druge evropske, kakšne države v Evropski uniji, tudi slovenski državljan, in ne sme biti nobenih razlogov za izključitev. Ja? To bi bilo recimo, da si bil kazensko kaznovan ali si ogoljufal financo itd. To so ti, bi rekel, pogoji in določeni pogoji specifični za določene dejavnosti. Zdaj pa malo še, bi rekel, social skills. Našel sem enkrat pred nedavnim tudi eno interesantno informacijo, kako Slovenci pravzaprav gledajo na Avstrijce.
in sem malo tukaj ta glavne kriterije vam podam. To se pravi, Avstrijci ljubijo naravo, so ponavadi galantni in vljudni, so pa deloma bolj orientirani na preteklost, jih bolj zanima zgodovina, gostoljubni, čas je dragocen, spoštujejo termine, so iznajdljivi v najdenju rešitev, novih solucij, torej tudi fleksibilni, kar se dopade tudi Slovencem. In to je zdaj pred kratkim tudi vaša veleposlanica na Dunaju, ki bo kmalu šla spet nazaj v Slovenijo, pravi, da je med Avstrijci in Slovenci več skupnega kot tistega, kar jih ločuje. Kultura, etiketa, kot rečeno, partnerji, s katerimi boste delali, to so zdaj, vedno težko, jaz to ne rad delam, ampak nekako moraš etiketirati tudi te naše, to se pravi moje sodržavljane, ponavadi prijazni, vljudni, ampak tudi ambiciozni, to se pravi, imajo tudi cilje, so, bi rekel tako, starejši, bolj zaljubljeni v akademske naslove in prosim, dajte rajši povedati Herr Doktor, Herr Magister, kot to izpustiti. Pri mladih se zadeve seveda tudi spreminjajo. In če se boste trudili z vašo nemščino, tudi če je zelo, bi rekel, hrapava, to se vseeno zelo, zelo ceni. Pri pogovorih prosim se zares fokusirati na to, kar je pomembno za vašega partnerja, pa za vašo stranko. Vse, kar ni pomembno, saj pustite stran. Ta small talk je pa vseeno relevanten v Avstriji, to se pravi za eno skodelico dobre kavice, za en prijeten kratek klepet z določenimi tematikami, kaj za en, da poveste, sem smučal v Nassfeldu ali pa zgoraj ali pa nekje drugje v Avstriji, pa sem bil na Dunaju in si ogledal kak muzej. To je vedno koristno. To se pravi, če boste imeli priložnost spoznati vašega potencialnega bodočega partnerja ali kakega drugega poslovnega partnerja, prosim, ta prvi vtis je zelo, zelo važen, tega ne moreš popraviti. Se pravi, zares negovan videz, etiketo sta res zelo pomembna faktorja. Naši Avstrijci že nekako polagajo važnost, v kakšni funkciji si pravzaprav, ali si ti zdaj, ne vem, prodajni direktor, ali si tehnični direktor, ali si nabavnik, ali si direktor ali pa poslovodja. Se pravi, to je nekako tudi še vedno en kriterij, na katerega polagajo važnost. Mislim, da ponavadi tudi so vljudni, respektirajo položaj drugega. Prosim, na začetku vedno Herr Doktor Müller, to se pravi priimek uporabiti in pa tudi akademski naslov. In na začetku se ponavadi tudi, to se pravi, nadrejene, če boste enkrat tudi delali nekje v kakem avstrijskem podjetju, se ponavadi vika. In če vam pa tisti nadrejeni ponudi ti, okej, potem boste to tudi naredili. Pogajana etiketa, cilj, mislim, čas, kot sem prej že rekel, tudi čas je dragocen in zato je treba biti vedno zelo kratek, jedrnat in Avstrijci tudi, oziroma partnerji ponavadi tudi želijo pridobiti enega poslovnega partnerja ne na kratek rok, ampak na dolgi rok. Prosim se dobro pripraviti na tisto prvo srečanje. Deloma, če so to večja podjetja, vam bojo oni tudi poslali agendo, to se pravi dnevni red, in tega se tudi ponavadi se drži tega. Se bo poslušalo, bojo tudi signalizirali pripravljenost do ene določene fleksibilnosti. Jaz bi celo rekel, da je nekako en karakteristika Avstrijca najdeti zlato sredino, to se pravi kompromis je pravzaprav tisto, kar je, kar karakterizira tako avstrijsko politiko kot tudi Avstrijce. Najdete eno rešitev, ki obema strankama koristi. Torej ne vztrajati, ampak če imate plan A, dajte si tudi pomisliti plan B, kaj narediti, do katere meje lahko greste dol in ste tudi popustljivi.
Termini so zelo važni, to se pravi, termine se treba držati, ponavadi 3-4 tedne prej se to definira in se prosim držati teh terminov, vkolikor se zgodi, mislim, vedno se lahko nekaj zgodi, prosim, informirajte pač vašega partnerja pravočasno, da pridete, da zamudite 10 minut, pa da pridete malo kasneje, povejte mu kdaj in važno je samo, da ve, da pridete kasneje. Če avstrijska podjetja nekaj pripravijo, razen da grejo oni izven države, potem je to seveda vedno tudi prezentacija v nemščini. To, kar piše, ponavadi to tudi drži. Business look je bolj konzervativen, nekako podoben slovenskemu. Pri mladih ljudi je to malo drugače, mislim, kravata ni več obligatorična, ampak je od panoge do panoge različno, se treba pač dobro informirati. Poslovno kosilo večerja, navada tisti, ki pač povabi, tudi plača. Ja, in še nekaj namigov na koncu, jaz bi že mislil, to je nov trg, tržne potrebe so morda različne in če je to tako, prosim, pogledati in mislim, da so slovenska podjetja tako zelo fleksibilna, se prilagoditi pač potrebam, željam strank oziroma prodajnih partnerjev, jim pomagati, ker oni potem pravzaprav prodajajo vaše izdelke, jih šolati, to je tudi zelo važno. Zato pa potrebuješ seveda to možeš narediti v nemščini. Fleksibilno se hitro odzvati, ne čakati potem en teden, da daste vi en odgovor, če oni imajo kako vprašanje in če jih presenetite, tem bolj bojo bili pravzaprav presenečeni in to tudi cenijo. Ta točka je zelo važna, moram reči, v mojih 25 letih izkušenj z slovenskimi podjetji. Dostikrat sem ugotovil, da so izdelki zelo lepi v živo, ampak ko sem potem gledal prezentacijo na papirju, kataloge, nisem verjel, kaj vidim. To se pravi, tukaj zares je treba biti zelo pazljiv. Kratko jedrnato opisati vašo podjetje, to se pravi predstavitev, da naj bo lepo oblikovana, fotografije mora biti profesionalne in to v eni zelo adekvatni nemščini. In tudi tukaj mnoga podjetja pač se obrnejo na slovenske, in ne mi zdaj zameriti, ampak na slovenske prevajalce, to se pravi, ki znajo nemško, in potem se proizvede ena nemška verzija slovenskega originala, ki zdaj gramatikalsko mora niti ni napačna, ampak je neuporabna. Se pravi, bi jaz celo predlagal se zares potem obrniti na avstrijske partnerje, ki so z marketinškega področja, ki vejo, kako formulirati določene stavke, kakšne besede uporabiti, da potem ta zgodba oziroma vaša ponudba tudi ne izgubi na vrednosti. To se pravi, kratek company profile, short story s težiščem na dodani vrednosti vašega izdelka. Ampak zares kratko jedrnato, ljudje nimajo časa brati preveč. Prosim, vse je stvar zaupanja. Mislim, zaupanje v Avstriji je, mislim, to velja za vsak medčloveško, mislim, življenje. Brez tega ne gre in gre pa za zaupanje dolgoročno. To se pravi, en spoštljiv medsebojni odnos je zelo važen, se tudi ceni. To sem že povedal, to sem še napisal zraven, ker tudi v Avstriji imamo sicer čas plačanja je sigurno krajši kot v Sloveniji, ampak vedno odvisno tudi od ciljnih skupin, so to zdaj privatne potrošniki, ali so to podjetja, ali je to država. Imamo pa dovolj mnogo tudi črnih ovc in je zares zelo dobro preveriti tudi boniteto recimo kakega prodajnega partnerja ali kakšne potencialne stranke, ko so volumni seveda višji. Stranka je kralj, vse to tako sem jaz naučil, kralj, ampak jaz bi rekel, da je važno partnerstvo, to se pravi tako stranka kot pač podjetnik,
na partnerskem, na enem spoštljivem medsebojnem odnosu, vedno biti vljuden. Kasneje, seveda, ko se spoznaš, si lahko tudi malo bolj sproščen in si tudi lahko vzameš več časa za kak pogovor. Ja, in s tem bi zaenkrat zaključil mojo prezentacijo. Ja, hvala za vaš čas, vašo pozornost in vam želim mnogo uspeha pri vaših izvoznih aktivnostih v Avstriji. Ja, in za vsako vprašanje sem vam seveda rad na razpolago. Zdaj imamo tudi še možnost, se pravi, če imate kako vprašanja, mislim, da bo Andrej jih že zbiral in jih zbira. Če bom znal odgovoriti takoj, bom to rade volje naredil, v drugačnem primeru bom si pač potem to malo bolj podrobno ogledal in vas bom informiral. Še enkrat hvala lepa. Also alles Gute bei Ihrem Start in Österreich. Miran, hvala lepa. Ja. Mogoče se tudi sam priklopiš zdaj dogor s kamero in izklopiš prezentacijo, da se še vidimo. Nekaj vprašanj se je med tem zbralo, kar nekaj si jih tudi že v bistvu tekom tvojega predavanja obdelal, koliko temu ni tako, prosim, da jih stavite še enkrat. Hvala lepa. Preostale pa je pa par zadev in te bi mogoče kar zdaj obdelali. Glede jezika iz vaše izkušnje, ali je obvezno, da takoj nastaviš koga, ki tekoče govori nemško v podjetju, da tudi zna dvigniti telefon, da tudi zna delati za stranko, ali to v prvem koraku mogoče ni potrebno? Prosim, še enkrat ponovi vprašanje, ker sem jaz zdaj tukaj nekaj prebral na drugi strani četa in sem bil fokusiran. Ali je obvezno, da takoj, ko vstopiš na trg, pridobiš nekoga, ki tekoče govori nemško? Obvezno ni nič, ne, mi smo prosta država, vse je prosto, gre vedno za to, a želite uspeti ali ne, ja, in če veste, da je boljše, oziroma da je, bi rekel, kako bi rekel, šansa, ne, priložnost višja, je seveda, bi jaz svetoval, da ta pogovor, predvsem poslovni pogovor, da se ta vodi v nemščini. Seveda, če boste vi zdaj z enim koroškim Slovencem v Avstriji govorili in našli tam enega potencialnega partnerja, tega boste seveda v slovenščini nagovorili. V določenih panogah, kot recimo software, je možno tudi, da z angleščino prodrete in da je to tudi recimo ena varianta, ali pravzaprav tudi običajno. Pri večjih podjetjih, ne, ki so se mnogo multinacionalk tudi v Avstriji, tudi tukaj mislim, da ne bo bil problem angleščina. Ampak če boste vi zdaj imeli, recimo, govorim zdaj, določene panoge, gradbinci, elektroinštalaterji, mizarji, ne, iz Štajerske, pa s Koroške, pa iz Tirolske, ne, potem brez nemščine bo zelo, zelo težko šlo, ne. In večina teh podjetnikov, ki so potem tudi ustanovili v Avstriji podjetje, se je počasi, mislim, oni so začeli pa z eno hrapovo nemščino, ampak počasi so se navadili, ne. Jaz mislim, da je jezik že, to je kot en mostiček, ne, to je, mislim, če vi zdaj nagovorite nekoga v angleščini, potem je to ena bariera, ne, to je ena ovira. In zdaj vprašanje, ali želite z ovirami naprej delovati ali pa ne. Zato mislim, da je nemščina, tudi kar se tiče informacijskega gradiva, na vsak način potrebna. Hvala lepa. Omenili ste ustanovni kapital za DOO-je, ali obstaja to tudi za SP-je in če so še kakšne dodatne obveze, recimo stalno bivališče, kaj takšnega? Ne, mislim, začnemo enkrat, to se pravi, pri DOO je jasno, vi morate začeti recimo, če izbereš privilegirano obliko DOO, moraš imeti dokaz od banke, to avstrijski notar zahteva, da si 5000 evrov plačal na tisti, bi rekel, to je en taki preliminarni račun pri banki, ne, ker podjetje še ni pravzaprav oficialno uradno registrirano. Če pa vi začnete kot SP v Avstriji, ne, potem vam jaz samo svetujem, da greste
da najprej zadevo rešite obrtno pravno, to se pravi, da imate en Gewerbeschein, to se pravi en obrtni list, da dobiste, in da se prijavite pri finančnem uradu z eno finančno, to se pravi za davčno številko. In tretje, kar je, da celoten posel vodite preko enega žiroračuna za vašo podjetje SP-ja, to se pravi, potem se ustanovi, recimo, ne vem, če je to Janez, kaj zvem, Merva, ne, ime, in ta ustanovi pri kakšni avstrijski banki en konto, Janez Merva, potem se celoten posel, vsi stroški in vsi, bi rekel, dohodki potem preko tega konta treba, kako se reče, obračati. Ja. To se pravi, vi kot SP morate samo gledati, da ali vam banka da en kreditni limit, ne, da lahko vaše stroške pravzaprav zagotovite, ali v drugem primeru morate iz vašega privatnega konta, ne, dotirati vaš poslovni račun. To je to. Potem je bilo še eno vprašanje, in sicer, ali mora biti bivališče v Avstriji. Ne, bivališče ne rabi biti v Avstriji, obrtni zakon samo, to se pravi, obrtni zakon samo nekako zahteva, da v enem ustreznem, in angemessene Zeit, kako bi rekel, da v enem primernem času lahko prideš na sedež tvojega podjetja v Avstriji. To se pravi, če nekdo živi v Ljubljani, potem vemo, da rabi približno 1 uro 15 minut do Celovca, ne. In to je ustrezno, ker nekdo, ki stanuje v Špitalu na Dravi, rabi tudi 1 uro, da pride v Celovec. Se pravi, to je edino, ampak bivališče je lahko v Sloveniji. Ja. Okay, hvala lepa. Problematično je samo, prosim, pa to mora potem davčni svetovalec povedati, če bi vi že bili SP v Sloveniji, ja, potem naredite en SP tudi v Avstriji, potem vi ne morete med seboj delati, mislim, ne morete vsi prodati samemu sebi izdelke, ja, to ne gre. To se pravi, bi mogli potem v tem primeru mora narediti eno družbo ali pa eno d.o.o. v Avstriji, ja, kot slovenski SP. Ok, pa imamo eno vprašanje, ali mogoče lahko še poveste, kako dolgo časa poteka ustanovitev podjetja v Avstriji? To je relativno, mislim, če imate vso dokumentacijo, mislim, če bi zdaj vi bili, recimo, da ste SP, ne, v Avstriji, če bi radi postali SP v Avstriji, potem rabimo samo obrtni list, in ko imamo obrtni list, lahko vi pravzaprav že začete z poslovanjem, in potem pa še paralelno k temu se pridobi ena davčna številka. Ja, to je to. Ja. Če pa bi ustanovili eno d.o.o., ja, potem je z podpisom pri notarju se pravzaprav ta d.o.o. že začne, bi rekel, veljati, ampak vi, dokler ni registrirano, dokler to podjetje ni registrirano na sodišču, jamčite vi neomejeno. To je edina, to se pravi, to je edin problem. Se pravi, d.o.o. kot taka je pravzaprav velja z podpisom. Jaz vedno predlagam, da se počaka, da se registrira podjetje, da je registrirano na sodišču, ker ta registracija je potem tudi pomembna za obrtni list in pravzaprav po logiki lahko posluješ v Avstriji šele, ko imaš obrtni list. To je, ja. Ampak ti lahko ustvariš stroške že vnaprej, ne? Ampak samo ne smeš prodajati. Ok, zdaj, ko ste ravno omenili obrtni list, tega izdaja Gospodarska zbornica, drži? Ne, tega obrtni list izdaja vedno, mislim, mi imamo v Avstriji imamo mesta kot Celovec ali pa Beljak, ne, in v takih mestih imamo en urad, ki se imenuje Gewerbeamt, ja, to je pri magistratu Stadt Klagenfurt, Landeshauptstadt Klagenfurt, in tam je treba prijaviti obrt. Če bi delali recimo nekje v Podjuni, potem je za to pristojno okraj Velikovec, ne, recimo, ja. To je Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, tam je treba potem pogledati, v katerih okrajih ste, tam celo določene dokumentacije lahko postavite v slovenščini. Ja. Ok. Pa imamo še eno vprašanje. To se pravi, ker je bilo prej še vprašanje časa za d.o.o.,
Jaz bi tako rekel, računate za nekaj 2-3 tedna, ja, da lahko operativno začnete z delom. Ja. Okay. Dobro, naslednjo. Ali se lahko slovenski državljan v Avstriji registrira kot samostojni podjetnik in kakšni so pogoji ter stroški? Deloma smo to že ponavljali, mogoče vi lahko postanete podjetnik kot SP, recimo v Avstriji, ampak morate seveda, in zdaj je treba pogledati, ne, morate v tem primeru za prost obrt, ne bo nobenega problema, če še niste imeli nobenega podjetja v Sloveniji, ne. Če bi pa to bilo ena regulirana obrt, potem seveda bo to problematično. Pa bi bilo treba še izkazati kvalifikacijo. Ja, kvalifikacija in tukaj so različni pogoji za to, ne. Odlično. Ja, čiščenje prostorov, prosim, ker vidim tukaj, da bo šlo za čiščenje prostorov. Čiščenje prostorov je regulirana obrt. Ja. Regulirana obrt, to se pravi, bi mogli imeti določeno kvalifikacijo. Je pa pri tej kvalifikaciji v bistvu enih par različnih možnosti, kako jo pridobiti, ne? Ja, to je res, ampak je treba se dobro, morate zares, čiščenje je regulirana obrt, ne, to se pravi, to ne more vsak narediti, ja, je tako v Avstriji z Reinigungsgewerbe in to ni prosta obrt in zato rabiš kvalifikacijo, ja. In recimo, če bi vi zdaj imeli podjetje in bi bila direktorica, ne vem, če je to ena gospa ali gospod, če bi vi bili zdaj direktor podjetja ali pa direktorica v Sloveniji in bi izvajala eno tako dejavnost več kot 6 let, ne, ja, potem bi to šlo, potem bi lahko to izvajala tudi v Avstriji, ja. Drugače treba pogledati, kaj obrtni zakon zahteva za čiščenje prostorov, kakšne kvalifikacije in se lahko zgodi, da boste mogli narediti izpite tukaj, šli v šolo na Wi-Fi en par mesecev in ne vem, ampak se je treba to najprej ogledati. Ja. Okay. Vi ste že rekli, da je potrebno spoštovati dogovore, termine in podobno, da je to zelo cenjeno. Kako obvezujoče pa so ustne pogodbe? Ja, ustna pogodba velja v Avstriji kot pisna pogodba. Čisto enako je. Problem je samo to, kako boš dokazal, da si tako dogovoril. To je edini razlog. Če jaz imam eno pričo, ne, in rečem, oprostite, tudi pri bančništvu, ne, jaz sem rekel, jaz prodam tebi 1 milijon delnic, ne, in ti si rekel, ja, za to ceno je to pogodba, ne, ustna. Na telefonu. Seveda zdaj so se potem odločili, da bodo to tudi snemali, ne, ampak to je bančništvo. To se pravi, če k meni nekdo pride in se mi dogovorimo, ne vem, 2 kila jabolk in za 1 evro in ti rečeš, ja, kupim, potem je to pogodba. Problem je samo, kako bom jaz v primeru, da se v tisti moj, se pravi, kupec spremeni idejo, ne, kako lahko potem dokažem, da so se dogovorili. Se pravi, jaz v poslu na vsak način bi že predlagal, da se vse lepo, vsaka aktivnost, vse lepo napiše in se, to se pravi, tiste relevantne informacije, to se pravi, da se to pisno potem tudi, to se pravi, v ponudbi pač ponudbo se napiše v pisni obliki in tista potencialna stranka potem potrdi ponudbo s tem, da reče, ja, kupim, ampak v pisni obliki. Okay. S tem smo, kolikor jaz vidim, izčrpali vprašanja. Zaenkrat, prosim, ustavite me, če je drugače. Bi mogoče še dodal, SGZ ima kot društvo enih 350 članov, ogromno od teh je strokovnjakov dvojezičnih, tako za pravno, davčno ali pa tudi druga področja, tudi precej tolmačev in prevajalcev, tako da kolikor rabite kakšno prevedeno dokumentacijo za promocijski material, lahko pomagamo z ustreznimi kontakti. S tem bi pa rekel, hvala lepa za... Še nekaj, oprosti Andrej, nekaj, ker sem zdaj ravno tukaj še prebral v chatu. Ali se lahko slovenski državljan v Avstriji registrira kot samostojni podjetnik in kakšne so pogoji ter stroški? Imamo osebo, ki je sedaj zaposlena v avstrijskem podjetju in ker se bo lastnica avstrijskega podjetja upokojila v letošnjem letu, jo zanimajo te informacije. Tako, jaz vam predlagam prvo, kar je treba enkrat ugotoviti, ali je to podjetje, je to prosta obrt, ki jo oni izvajajo,
ali regulirana obrt? To je pravzaprav prvo vprašanje, ključno vprašanje. Ker tudi, če bi zdaj imela ta oseba, ki je zdaj zaposlena v tem avstrijskem podjetju, interes prevzeti to podjetje, mora ona, ker oseba ta lastnica gre v pokoj, ne? Okay? Se pravi, ona odda obrtno dovoljenje, ja? Če ga ima, če je to regulirana obrt. In zaradi tega je treba najprej preveriti, v kakšen obrtni sistem to spada, je to regulirana obrt, in potem ugotoviti, ali ta sodelavka, ki je zdaj zaposlena v tem avstrijskem podjetju, je sposobna, ima kvalifikacijo, ima vse te, bi rekel, pogoje, da lahko prevzame to podjetje. Ja? Ostalo je treba potem pogledati, kakšne so pogoji, če je to samostojni. Mislim, je tudi vprašanje, lastnica je SP, ne? Ker če bi bila to DOO, mora prevzeti DOO. In to je treba potem preveriti. Prvo, kar je za preveriti, je obrtni faktor in potem šele si ogledati obliko in pa stroške. Ja. Okay. Hvala lepa. To je bila ravno tista dejavnost za čiščenje prostorov. Aha, okay. Ja, potem je to regulirana obrt, se pravi, tukaj treba potem zares pogledati, ali je ta zaposlena, mislim, če nima teh pogojev, ne, potem ona mora te pogoje potem si šele ustvariti s tem, da gre na trening, k Wi-Fi, ali si ogledati sploh, kakšne so kriteriji, da pridobiš to kvalifikacijo. Ja. Ali pa koga najeti, ki ima to, bi rekel, to kvalifikacijo za čiščenje prostorov, samo to seveda zdaj pomeni, če je to nekdo od zunaj, da mu je treba plačati 20 ur na teden. Ne? Se pravi, če dela v tem, potem je v redu. Ne? Dobro. Bom rekel še enkrat hvala lepa za udeležbo, hvala lepa za pripravljenost za predavanje obveznikov. Zdaj, ko bom zaprl predavanje, se bo vam odprlo eno okence, anketa o zadovoljstvu oziroma o vaših pričakovanjih. Prosim, da jo tudi izpolnite. Hvala lepa. Predavanje bo na voljo tudi pozneje še za ogled na našem YouTube kanalu oziroma na spletnem mestu. In s tem rečem, želim vam lep dan iz Celovca in upamo, da se spet vidimo. Ja. Adijo.